Dobrodošli. Sedaj ste nekateri tisti, ki se mi redno pridružujete pri teh webinarjih. Začeli smo najprej z tem, kako se pravzaprav sami pripravimo na spremembe, potem kako jih vnesemo v poslovni proces. Danes pa v bistvu že pravzaprav sestavljamo ta poslovni proces z kadri. Zato je pravzaprav naslov današnjega webinarja profiliranje oziroma kako pravzaprav izbrati pravi kader ali pa ga postaviti na pravo mesto. Osnova je seveda to, da ne razmišljamo o tem, da so kader, ki pride nasproti nas, naša refleksija. Kaj to pomeni, da ne razmišljamo? Pozorni seveda moramo biti, ne smemo pa gledati, da ta oseba nekaj predstavlja v nas samih. Vendar, preden začnemo s tem, mogoče čist na kratko pravzaprav razlika. Mi bomo danes govorili o dinamičnem profiliranju, kako bi dejansko profiliranje moglo v resnici izgledati v praksi, ne pa tako, kot ga v večini izvajamo. Namreč v večini, ko se delajo testiranje ali izbor kadrov, največkrat nekdo izpolni psihološki test, občasno se uporablja še tudi, psiholog, ki potem poskuša nadgraditi to oceno, medtem ko pa samo celostno profiliranje, se pravi, da se pa upošteva pravo lastnost, kaj človek je, tega pa pravzaprav nisem zasledil. Zato, kaj je pravzaprav razlika med tem dinamičnim profiliranjem oziroma ostalimi psihološkimi testi, oziroma kako bi pravzaprav v resnici moralo izgledati. Pa gremo malo v ozadje. Torej, večkrat sem že omenil, da je naš jaz pravzaprav zapisan v našem DNK-ju oziroma v našem telesu. In to smo tisti pravi mi, kjer nosimo ta svoj potencial. Seveda, ker pa ne živimo ponovadi v skladu s tem, kar nosimo v sebi, nam v zgodnjem otroštvu potem na nek način so starši vzor in pokaže, kako moramo živeti v tem življenju. To je velikokrat tako, da dobimo na nek način sliko tega, kaj je pravzaprav, kako živi okolica. In temu pravimo psihološke smeti. Torej, to, kar se mi naučimo od naših staršev, se pravi od okolice, to je pravzaprav tisti negativni del, ki smo se ga mi naučili od drugih in potem živimo zato, da ugajamo drugim. No in večinoma ta zgornji del, kadar pravzaprav izvajamo psihološke teste, mi ujamemo samo to, kaj v resnici oziroma aktualno stanje ljudi oziroma to, kar mi želimo na nek način prikazati oziroma tisti, ki je nasproti nas, ki želi prikazati, ne pa to, kaj v resnici on je. Seveda mi na ta način opazujemo osebo, kako se vede v danem okolju. In to v transakcijski analizi imenujemo igre. Se pravi, ves čas gre za nek odziv. In seveda mi igramo lahko tako dolgo, dokler pravzaprav mi samo na nek način imamo to kondicijo. V primeru, ko se zgodi tisti 3-mesečni rok za, se pravi, neke vrste čakanje na to, ali smo ok ali ne, nam vse te psihološke ograje popustijo in postanemo pravi mi. In potem je velikokrat slika zaposlenega popolnoma drugače. Ni več motivacije, ni več samoiniciativnosti, v bistvu služba za nedoločen čas pomeni pravzaprav neke vrste umiritev in si rečemo, ja, oziroma večinoma se jih reče, sedaj pa se lahko umirim in spočijem.
No in potem je to tista napačna slika, ki jo pravzaprav je že prepozno, oziroma ko enkrat to vidimo, je zelo težko v bistvu reagirati in potem delati naprej z tovrstnim sodelavcem. Zato bi pravzaprav vsak, ki pride na razgovor, ali pa ko delate pravzaprav razgovore, bi moglo biti to na 2 nivojih. Eno je seveda psihološki test, to, kar pravzaprav na nek način nam pove ta aktualno stanje zaposlenega, se pravi ta del ego stanja teh psiholoških smeti, ki igrajo oziroma želijo nekaj dokazovati. Vkolikor je seveda prisoten psiholog oziroma nekdo, ki pravzaprav bere posameznika, mora biti pozoren na to, da gleda njegovo telesno mimiko, se pravi njegovo držo, odzive na določena vprašanja. In tisto, kar je pa najbolj pomembno, moramo gledati pa sliko obraza. Namreč, ko sem v začetku omenil to sliko obraza, to je pravzaprav na nek način odsev našega DNK-ja. To smo mi. Spravi, slika obraza je to, kaj smo mi v resnici. In to v bistvu pravzaprav tudi z operacijami nekatere stvari zelo težko skrijemo. Tudi če se skrije samo čelo, oblika obraza, mi ne moremo skriti tega. Se pravi, govorimo o ravnovesju med obema očesoma, tudi se pravi ta del. Zato je najbolj pomembno, da ko gledate, kot nekdo pride na razgovor, da ste vedno pozorni na njegove oči. Se pravi, ali ima oči pravzaprav ravne. To pomeni v osnovi, da je ta oseba na nek način zanesljiva, da to, kar govori, da za tem tudi stoji. To je en prvi taki korak. Res pa je, da ima vsak od nas to primarno lastnost, pravi primarna psihologija ali pa sama že naravna psihologija je to, kjer nam na nek način mi v prvih 90 sekundah točno vemo, kaj pravzaprav želimo oziroma kdo je nasproti nas. Nasproti nas, kaj to pomeni? Se pravi, že iz pradavnine, se pravi, naša ta naravna psihologija nam nekako omogoča preživetje. Včasih, se pravi nekaj 1000 let nazaj, se je ta lastnost uporabljala takrat, kadar smo ljudje oziroma takratna bitja, bom rekel, s katerih smo se pravzaprav ljudje nekako nastali, so morali v naravi preživeti. Se pravi, ves čas biti oprezni, ali bodo napadeni oziroma kako reagirati. Ampak ta lastnost velja v današnjem svetu aktualno 7 sekund, potem se pa do 90 sekunde začne zmanjševati. Torej, mi prvih 90 sekund točno vemo, kdo pride k nam nasproti. Nekateri to imenujejo intuicija. No in dejansko na drugi strani pa mi pravzaprav moramo vedeti, da moramo začeti verjeti v tisto, kar v začetku ujamemo oziroma kaj pravzaprav zaznamo. Spravi, ne več potem razmišljati, se bo bolje, se bo drugače, ne? Ampak bodite pozorni na tistih prvih 7 oziroma 90 sekund. Če le možno, si zapišite za to, ta vaš občutek. In najbolj pomembno je to, da ko vi začnete z temi, če govorimo o razgovorih, se pravi, govorimo o tisti prvi fazi, ko vi zaposlenega spoznavate, je najbolj pomembno, da ste vi prisotni in prisebni. Se pravi, da ste najprej spočiti, potem vsaj 5 minut prej nič ne delate, ne razmišljate, da nimate telefonov oziroma kakršnih koli drugih motilcev prisotnih.
zato da se res vaš spočije in je fokusiran na to, kar se pravzaprav mora zgoditi. Na drugi strani je seveda to povezano z celo proceduro, kako se vi na to pripravite. Namreč na prvem webinarju smo namreč govorili o tej Serious Personal Transformation, kako se na to pripravimo. Se pravi, da lahko mi teh 7 oziroma 90 sekund podaljšamo na 10 minut. Vkolikor vas zanima, pa tisti, ki niste bili, bomo v mailu, ki ga pošljem po tem webinarju, bomo ga tudi dodal oziroma bomo dali vse 3 linke do vseh 3 webinarjev. No in teh prvih 90 sekund, se pravi, če enkrat odidejo mimo, jih nikoli več ne moremo vrniti nazaj. In če mi smo pozorni na teh 90 sekund in potem še na te psihološke teste, bomo veliko krat ugotovili, da gre kot da beremo popolnoma 2 različni osebi. In tukaj v bistvu gre v osnovi samo za razliko, kdo kaj je in kaj se danes predstavlja. Zato je najbolj pomembno, da se pravi, da smo v prvi vrsti mi na to pripravljeni. Zato, ko sem na začetku dejal, ne smete misliti, da je nekdo vaše ogledalo nasproti vas. Kajti, ko začnemo o tem razmišljati, nas avtomatsko začne ta oseba reflektirati na nas. Ali pa ko nismo spočiti ali pa pripravljeni na ta razgovor, se nam bo zgodilo to, da so določene osebe, ki so bile avtoritete, mogoče tudi negativne avtoritete v našem otroštvu ali pa mladosti, lahko spominjajo na določeno osebo. In potem bomo mi začeli zelo hitro igrati to igro. In seveda, ko vodimo ta razgovor, nikoli ne smemo v bistvu začeti z klasičnimi vprašanji, kaj vi pričakujete, kaj bomo delali, ampak naj bo pogovor čim bolj sproščen. Se pravi, da se oseba sprosti. Se pravi, reči govorite o poti, kak je prišel, o politiki, športu, ali pa začnite razgovor vedno z njegovimi hobiji. Se pravi, s čim se ukvarja. Se pravi, tam, kjer se on najbolj varno počuti. Na ta način boste ga pravzaprav na nek način razorožili, zaradi tega, ker bo začel govoriti tisto, kar čuti. In tako boste pravzaprav ga postavili v pozicijo, kjer on ne bo več mogel kakorkoli se negativno odzivati na posamezne stvari oziroma poskušal igrati. Oziroma boste v samem toku razgovora zelo hitro opazili, da lahko začne menjavati položaj, barvo oči, mimiko na obrazu, kar pomeni, da je začel v bistvu že razmišljati. In tako bolj ko o neki temi razmišljate, takoj dobite povratno informacijo, ali ta oseba je stabilna ali ne. Torej, zdaj najprej v začetku govorimo o stabilnosti. Namreč zelo malo oseb, ki pride na razgovor ali pa nasproti, je stabilnih. Stabilen pomeni neke vrste ravnovesje. Ravnovesje v sebi, ali lahko stoji za svojimi odločitvami oziroma to, kaj govori. To je danes pravzaprav pri sodelavcih najbolj pomembno. Pomembno je to, da se lahko na njih zanesemo. Tudi če nimajo dovolj potencijala, da lahko delo opravljajo, ampak če vidimo, da so zanesljivi, je boljše imeti takega sodelavca, kot pa nekoga, ki je veliko bolj sposoben. Zato, ker je najtežje v podjetju oziroma najdražje to, da imamo veliko fluktuacijo zaposlenih ali pa da se zaposleni zelo pogosto menjajo. Namreč veliko denarja in energije gre v uvajanje na nek način novega zaposlenega v podjetju. Pri tem, torej, ko pogovor je priporočljivo, da traja več kot 25 minut.
Namreč, zakaj? Če nekdo hoče nekaj povedati, bo dejansko povedal v maksimalno 20 minutah svoje bistvo. Zakaj več kot 25 minut? Vkolikor se oseba po 20 minutah začne ponavljati, izgubljati, ne ve več, kaj ne povedo, potem veste iz tega, koliko imate, bom rekel, samodiscipline oziroma koliko je lahko skoncentriran na določeno situacijo. Zato poskušajte torej prvih 5 minut se pogovarjati popolnoma nekaj vsakdanjega ali pa o njegovih hobijih, šele potem ga prvo, kar ga resno vprašate, je pa to, kaj on ve o vašem podjetju, oziroma če ga danes zaposlite, kaj bi on pravzaprav počel. Iz tega boste videli, koliko se je zavzel za samo zaposlitev oziroma sploh pripravo na ta razgovor, kako globoko gre lahko stvari pogledati, koliko mu pravzaprav v resnici pomenite, ne? In iz tega potem peljite naprej, kaj dejansko vi od njega pričakujete. Spravi, razgovor bi naj trajal tam maksimalno potem 30 minut, ampak tistih zadnjih 10 minut se v bistvu pravzaprav že ugotavlja, ali je oseba primerna ali ne. Seveda je predvsem pa pomembno to, za kakšno delovno mesto gre oziroma samo pozicijo. Zavedati se morate, da tudi vi več po 90 sekundah ali po 10 minutah ne boste več popolnoma prisotni in prisebni. Kaj to pomeni? Spravi, te psihološke smeti, ki jih tudi ima vaš sogovornik, spravi nasprotnik, bojo tudi pri vas začele delovati in bojo začele iskati neke vrste opravičila, da ni tako to, kar ste v začetku čutili. Zato je pomembno, da si poskušate res tisto, kar ste v začetku opazili, takoj zapisati ali pa kakorkoli označiti. Predvsem je pa pomembna ta oblika obraza. Spravi, da bodite pozorni, kaj pomeni, ko ima nekdo okrogel špičast obraz. Danes tega toliko ne bomo dotikali, zato ker je ravno kar tik pred izdajo knjiga, dinamični model profiliranja, kjer v bistvu vse to zelo natančno opišem. Seveda, vkolikor pa koga to bolj podrobno zanima, posamezne oblike obraza oziroma obrvi, oči, postavitev nosu, ustnic, pa lahko po internetu pobrska, ta veda se namreč imenuje fiziognomija. To v bistvu uporablja policija oziroma vsi ti organi, ki delajo biometrijo oziroma slikajo obraz, kjer se pač potem same aplikacije, ki to na nek način preberejo, postavi ven predvideva nekatere, bom rekel, izhodišča oziroma nam pove, kaj pravzaprav posamezni del obraza lahko pomeni oziroma ime oziroma nek potencial posameznega, pluse ali minuse. Zato pa, ko vas na meji skenirajo, pravzaprav oziroma na tistih, predvsem na letališčih, ko vam rečejo, poglejte v kamero, ne, naredi sliko obraza, kjer v bistvu posamezno bom rekel, pozicijo posameznih delov obraza primerjajo s tem, ali postaja kakšna nevarnost proti, seveda gre predvsem za temo terorizma, in hkrati primerja za neko bazo že obstoječih oziroma tistih, ki jih išče. Toliko, mogoče malo. No, ampak vseeno. Spravi, ko ste vi zaključili razgovor, ne pomeni, da
se je zgodba zaključila za vas in za tistega, ki je prišel na razgovor. Namreč vi morate temu, ki je bil na razgovor, dati neke vrste domačo nalogo. On mora narediti zapisnik, kaj je on slišal, se pravi, kaj vi delate, kaj se od njega pričakuje, oziroma kaj bi naj on delal, in opis tudi, kako se on na tem sestanku počuti, oziroma naj opiše svoje občutje, ko stopil v podjetje, kako se je počutil z vsemi temi ljudmi. Tako boste vi dobili realno sliko, kaj je pravzaprav ta oseba v resnici slišala. Ker največji problem je to, da mi eno povemo, nekdo sliši nekaj popolnoma drugega. Lahko nekdo z samim pogovorom je toliko močnejši od vas, da vas seveda v nekaj prepričani mislite, da ste prepričani, da je točno to, kar vi rabite. Ampak to pomeni, da ste vi bili v bistvu padli v to vlogo svojih psiholoških smeti. Zato je vedno po koncu takega razgovora vi naredite, spravi date domačo nalogo in mu dajte največ 3 dni, da napiše, kaj pravzaprav je spoznal oziroma občutil na tem razgovoru, in to je pravzaprav potem tisto, kar vi primerjate s tem, kar ste dobili občutke na razgovoru v tiste pol ure in to, kar je on poslal. To je pa pravzaprav tisto, kar mora odločati o tem, ali vi to osebo zberete. Zdaj seveda mi govorimo o osebah, ki jih na novo zaposlujete. Tisti, ki so pa že v podjetju, jih je pa treba na nek način na novo postaviti. In kaj v takih primerih, oziroma pravzaprav poskušati slišati, kaj oni želijo, oziroma ali počnejo to, kar si v resnici želijo. S tem, ko vi upravljate letne razgovore, je enkrat na leto je v bistvu premalo, da vi slišite zaposlene, kaj jih moti, kaj si želijo, kaj bi bilo drugače. Oziroma je ponavadi preveč informacij naenkrat. Zato ti razgovori, kaj si kdo želi, v katero smer, morajo v bistvu teči skozi vso leto. Se pravi, vodja posamezne skupine mora pravzaprav svojega zaposlenega zelo dobro poznati. Ne govorim o tem, da se morate družiti privat, da on tam raziskuje, ampak da pozna njegovo situacijo. Zato je toliko pomembno, kaj so pravzaprav hobiji posameznika, ker iz tega mi pravzaprav lahko izberemo, kaj vsak posameznik v resnici z svojim hobijem kompenzira. In zato je priporočljivo, da se 2 ali pa 3-krat na leto neformalno z zaposlenim pogovarjate o njegovih hobijih. Namreč na ta način boste zvedeli, zakaj se on s nekim hobijem ukvarja, kaj se na drugi strani njemu v bistvu dogaja. Ko bo začel zato, da se sprošča, zato, da mu je napeto, potem boste vedeli, da je v bistvu samo delovno okolje, v katerem pravzaprav je prenaporno za njega, in so to vam signali, da je treba nekaj na tem nivoju pravzaprav narediti v samem vzdušju. Je pa seveda, ko opazujete posameznika, spravi proces, če se bi vi hoteli dejansko naučiti profilirati, spravi prepoznati vse te, je to v bistvu skoraj da vseživljenjski proces. Ampak, kako pa najhitreje prepoznate posameznika oziroma naredite njegov profil? Bom poskušal z eno tako zelo praktično vajo. Velikokrat nas posameznik, ki ga srečamo, spominja na nekoga iz naše ali zgodnjega otroštva oziroma mladih let. Govorimo tam do 20 let. Ali na našega kakega sošolca, na našega sorodnika.
Pomembno je, da najdemo to povezavo, na koga nas bi lahko spominjal, ki ga dobro poznamo. In potem to osebo, ki je pred nami, oziroma poskušamo oseba, ki nam je bila asociacija iz zgodnjega otroštva, postaviti v to delovno okolje, kam želimo tega novega sodelavca vpeljati. In boste videli, možgani vam bojo sami zavrteli film, kako bi se ta oseba, rečemo moj stric, da me nek nov zaposleni spominja na mojega strica, kako bi se moj stric v tem okolju, ki ga poznam, znašel. Ali bi bil neroden, praktičen, avtoritativen. In na ta način v bistvu dobiste najbolj realno sliko, kaj se lahko z posameznikom zgodi. Lastnosti, da vi veste o nekom nekaj, kako se znajde v neki določeni situaciji, kaj lahko od njega pričakujete, to niso nadnaravne lastnosti ali nekaj, kar imamo več, kot imajo drugi. To so lastnosti, ki jih imamo vsi v sebi. Ampak z procesom čiščenja teh psiholoških smeti, mi pravzaprav odpiramo vse te pozabljene lastnosti. In mi dejansko znamo prebrati, predvidevati, se samo zdraviti. To je v bistvu vse to, kar ljudje imamo v sebi in smo na to pozabili. Ali pa si nočemo priznati. In vse to lahko obudimo. Torej, med nami ni nišče, ki je nadnaraven ali ima neke posebne lastnosti. Vsi imamo te lastnosti. Samo si moramo dovoliti, da v to začnemo verjeti. To je v bistvu pravzaprav primer, ko si vi zamislite, ne vem, pri prijatelju ali pa pri nekom vidite, da ima nek problem in vi seveda avtomatsko tudi veste rešitev. Ne? Sami imate pa isti problem, pa si sami ne morete pomagati. Zato, ker ste v bistvu znotraj problema. Se pravi, vedno, ko mi gledamo navzven, točno vemo, kaj moramo narediti. Ampak ljudje velikokrat nimamo te notranje kondicije, da bi to sami sebi priznali. Aha, to občutim, to je res. Namreč jaz sem v tem procesu skoraj 25 let dela kot psihoterapevt videl, da ljudje na nek način ne čutimo. Mi smo večinoma teh občutkov skopirali z okolice. Ravno zaradi tega, ker so te psihološke smeti zelo zgodaj prišle v našo podzavest, nas zablokirale naš potencial in na ta način smo mi začeli, da smo dobili potrditev od zunaj, ves čas gledali, kako se drugi obnašajo. No, s tem, ko si mi začnemo priznavati, kaj čutimo in se ukvarjati s tem, kaj si mi želimo, mi začnemo čistiti te psihološke smeti in smo vedno bliže k svojemu pravemu občutku. In zato je v bistvu ta zgodba profiliranja je na nek način tudi osebna zgodba vsakega posameznega, tisti, ki ocenjuje. Se pravi, več časa, ko ga želimo ali pa kvalitetnega imeti v življenju, manj moramo igrati oziroma se ukvarjati z nekimi stvarmi, kjer moramo igrati ali pa mislimo, da igramo. Bolj, ko mi direktno nekaj povemo, hitreje, ko mi ugotovimo, kam koga postaviti na določeno mesto, več časa nam ostane za življenje. To je v bistvu namen profiliranja. Ne to, da bomo mi, namreč kaj se zgodi. Če vodja ne
prepozna teh pravih potencialov v posamezniku, potem pa in on misli, da ga motivira, ga v resnici manipulira. On v bistvu hrani te njegove psihološke smeti, ne pa spodbuja njegov potencial. In potem se kaj dogaja? Mi mislimo, da motiviramo in naenkrat je zaposleni izgoren, da odpoved, nas ne more več videti. Zato, ker smo mi gledali preveč površinsko. In tu je tista zgodba, kjer mora vodja najprej na sebi največ narediti. Se pravi, biti čim bolj čist, zato da vidi realno sliko svojih sodelavcev, ki jih koordinira. Namreč vodja je na nek način v resnici samo koordinator, to ni šef. Vsak ima svojo odgovornost. Ampak, kadar je večje število zaposlenih ali pa že čist naravna psihologija govori o tem, da vedno vodimo z vzorom oziroma vzgledom. Namreč tudi otroci, ko se rodijo, nimajo navodil za življenje, ne? Ampak opazujejo svojo avtoriteto, se pravi, večinoma so to njihovi starši. Kako oni živijo, tako bojo oni tudi živeli. Se pravi, z vzgledom opazujejo njihovo energijo. Se pravi, če starši živijo to, kar čutijo, bojo potem otroci se živeli svobodno in bili svobodni, ker bojo razvijali svoj potencial. Če bojo pa starši živeli to, kar drugi rečejo, potem bojo pa dobili blokado na svoj potencial in bojo začeli živeti tako, kot drugi rečejo. In s tem se začnejo nabirati te psihološke smeti. Psihološke smeti niso nič drugega kot samo informacija, nepotrebne informacije, ki zavirajo razvoj našega potenciala. In ko gledamo to površino, se pravi, če vodja govori eno, pa napiše neka pravila, pa se jih sam tega ne drži, potem bo avtomatsko izgubil avtoriteto in spoštovanje pri zaposlenih. Ko pa se vodja drži tega, kar pravzaprav je, kar govori, bomo zaposleni sledili sami po sebi. In ne boste trebali razmišljati o tem, kako pravzaprav ali je nekdo na pravem delovnem mestu ali ne. Zato, ker grejo po nekem naravnem toku. No in če se vrnemo k temu, kako v bistvu pravzaprav potem komunicirati in prepoznati zaposleni, ki so pa že dalj časa v podjetju in bi radi imeli njihovo sliko. Najboljše je, da v bistvu začnete drugače postavljati sestanke, kolegije oziroma način komuniciranja. To naredite v bistvu tako, da prvič vse osebne pogovore, ki jih imate z zaposlenimi, pozabite. Se pravi, o tem, kar vi počnete popoldne v privatnem življenju, dajte iz vsakodnevnega pogovora ven. Zato, ker pravzaprav potem to večinoma zaposlenih izkorišča, zato da znajo potem na nek način manipulirati. Se pravi, poskusite to izločiti. Seveda, ne zdaj narobe razumeti, dejal sem vam prej 2-3 na leto se pogovarjati o hobijih z zaposlenim, da vi vidite, kaj pravzaprav, zakaj on ima hobije, kaj s tem čisti pri sebi, ne? Ampak govorimo 2-3 na leto, ne pa vsaki dan, kar se večinoma v podjetjih dogaja. Zato je, če le možno, je ta neformalen pogovor v podjetju ne sme biti. Podjetje je namenjeno poslovnemu svetu. In zato mora biti ta delovni čas ločen, kar je služba, kar je popoldne, oziroma pač v neki drugem delu dnevu. In naj bojo ti komunikacije predvsem ločene tako, da vedno govorite z zaposlenimi tisto, se pravi, dati jim samo tiste informacije,
kar je strategija podjetja, o tem, kar je treba nujno narediti, oziroma kje so zaostanki, in o razvoju, kam bomo šli v prihodnost. To je v bistvu celotna tematika komunikacije. In najboljše bi bilo, da so ti kolegi v začetku tedna, v četrtek pa to preverjate, ali je to naredito ali ne. Ti kolegi naj bodo vedno razdeljeni v tri točke. Prvi del, vedno rešujte take najbolj enostavne stvari. V tretjem malo bolj strateške, oziroma nekaj, kar je vezano na prihodnost. Od tistega, kar pa živite, kar je pa primarno, pa je vedno na koncu. Zakaj? Zato, ker je naša podzavest oziroma naš je sestavljen, so v bistvu nestrukturirane informacije imamo mi v glavi, ne? Mi sami jih moramo strukturirati. In potem jih mi na nek način najprej prvi del, na vrhu so vedno tiste najbolj enostavne stvari, ne? In kot mi te preproste stvari rešimo, gre ta plast ven. Potem so te malo težje stvari, ko govorimo o neki prihodnosti, in ko to sčistimo, pridemo do bistva, do pravega pomena. In ko mi začnemo z zaposlenimi en mesec, res vsak teden tako komunicirati, bomo mi avtomatsko začeli hrano njihovim psihološkim smetem odstranjevati. To pomeni, dobili bojo samo informacijo, ki je nujna za razvoj podjetja, in hkrati se bo videlo, ali to zadošča njihovemu potencialu. Ali so oni tu zato, da poskušajo dejansko pač sebe razvijati, oziroma so kompatibilni z podjetjem. No in s tem, ko začnemo mi na ta način stvari komunicirati, pomeni, da in seveda, ko smo odstranili te debate, ki niso potrebne, ni praznega teka v komunikaciji, ne, mi enostavno moramo vnesti neko čisto energijo v podjetje, ki potem na nek način začne tudi čistiti. In tisti, ki ne sodijo v podjetje, bodo pravzaprav na nek način sami odšli. Mi trebamo nič na silo delati. In to je pravzaprav najboljša tista selekcija. In mi ni trebamo se ukvarjati, ali je oseba primerna ali ni. Samo en teden oziroma en mesec držimo ta red. Spravi, delegiramo in preverjamo. Ponedeljek, četrtek. Spravi, odvisno od delovnega načina dela, vrste storitve ali pa proizvodnje, odvisno, kar imate. No, seveda tu pa je potem vprašanje, kako pa komunicirati z mladimi, ko večina mladih kot da več ne pozna odgovornosti. Tukaj se pa moramo vrniti, tako kot so bili včasih ali pa so še vedno pospeševalci prodaje, je na nek način vodja tisti, ki pa jih na nek način mora vsak dan motivirati. Ampak ne motivirati z nagrado, ampak vsako jutro potem preverjati, kaj je danes v planu, konec delavnika, preverjati, kaj od tega smo naredili. Se pravi, mogoče res gleda to, kot da smo v nekem vrtcu, ne, kjer moraš nekoga za roko peljati. Ne. Danes smo v bistvu prišli v situacijo, ko ni več nič samoumevno. In zato je vodja tisti, ki mora se v bistvu danes dejansko začeti ukvarjati samo še z vodenjem, ne več toliko za stroko. Govorimo o tem, kaj je bilo danes v planu, ali smo to naredili, kje smo jutri, kje zamujamo, kje ne dobite informacije. In to včasih skoraj da dnevno. Spravi, odvisno od samega pretoka informacij. Torej, če se vrnem nazaj k samemu profiliranju, oziroma kako postaviti človeka na pravo mesto, je v veliki meri odvisno od nas. Se pravi, ali smo mi dovolj zdravi oziroma čisti, da smo znali razbrati
kdo je pravzaprav prišel nasproti nas. Najbolj pomembno je pa to, da mi moramo imeti tudi profil tistih oseb, s katerimi bo ta nova oseba sodelovala. Torej, vedno gre za nek odziv. Zato bi bilo najbolj priporočeno, da na te razgovore pridejo tudi ne vsi sodelavci, ampak da je vsaj eden ključnih, s katerim bo oseba neposredno sodelovala. Oziroma, da se potem profili vedno gledajo na ta način. Ta nova oseba bo sodelovala s to osebo. In da mi v bistvu tudi, ko pripravljamo profil oziroma razpisne pogoje, probamo že lastnosti te določene osebe delati, ki že obstajajo v določenem kolektivu. Torej, najbolj pomembno je to, da se ta oseba že v štartu vklopi oziroma da jo sprejmejo. Vkolikor te korelacije lastnosti ne gredo med sabo, potem to pravzaprav ne bo zgodba o uspehu. Seveda, zdaj najbrž bo veliko razmišljeno, popraševanj, ko rečemo, ja, mi danes moramo skoraj da prositi, da nekdo pride v službo, kaj šele, da bi koga zbirali. Ja, to je bilo prehodno obdobje, ampak obdobje, ki ponovno prihaja, je ponovno to, da bo vedno več povpraševanja po delu oziroma zaposlitvah, kar pomeni, da bomo lahko ponovno zbirali, predvsem pa zaradi tega, ker nove tehnologije omogočajo racionalizacijo in ni treba več toliko, bom rekel, delavcev, kot jih je bilo pred nekaj časa. Se pravi, nove tehnologije so predvsem pomembne tiste, ki delajo operativo. Torej, z samim profiliranjem, se pravi, da smo že nekje 45 minut na liniji, pa da ne bom vas potem predolgo držal, ker ste tudi že vsi izven koncentracije, je najbolj pomembno to, da vedno posameznika najprej pogledamo v oči. Se pravi, ali je ta del v ravnovesju. Isto gledamo pozicijo nosu in ust. Potem gledamo ustnice oziroma usta. Ali, če je to ravno, pa so ustnice dol. Pomeni, da je oseba ga samo življenje naredilo, da negativno gleda. Se pravi, še vedno je stabilna. Kolikor so ustnice različno, leva gor, desna dol, se pravi, leva stran pomeni predvsem ta ženski del, ne? In da je oseba negativno lahko nastrojena ali pa jo utrujajo osebe ženskega spola oziroma ženske energije ali moškega dela, se pravi desna. Vkolikor ima oseba po naravni poti ustnice gor, govorimo o pozitivni osebi, če pa so v bistvu ravne, je pa v bistvu oseba zelo nevtralna. Torej, seveda potem gledamo različne kombinacije, ne? Ali so oči gor in dol obrnjene, potem okrogel obraz pomeni, da je oseba v bistvu odprta. Vkolikor je bolj koščen, se pravi ravn, govorimo za v bistvu osebe, ki so zelo zaprte oziroma introvertirane večinoma, ne? In si najprej dolgo razmišljajo, preden kaj rečejo. Osebam, ki so dolgo tiho ali pa ne govorijo dosti, moramo biti pravzaprav pozorni na njihovo mimiko. Čeprav bo nekdo dejal, ne, ja, poker face, ne, se pravi, ne vidimo bistva, ampak če vidimo skladnost njihovega obraza,
ker nam že njihova energija bo to povedala, bomo točno vedeli, ali te osebe, ki so v bistvu, bom rekel, introvertirane, samo za svojim obrazom povedal največ. Tiste osebe, ki zelo hitro dosti govorijo, ne, na nek način skrivajo svoj pravi jaz. Namreč z tem, ko dosti govorijo, mahajo z rokami, prekrivajo v resnici to, kar nekdo je. Zato boste videli z pravilno pripravo oziroma da ste samo spočiti, ko se z nekom srečate, ko pride na razgovor, boste pravzaprav vedeli vse o tej osebi. Zdaj, seveda, če ste zamudili tistih prvih 90 sekund in zdaj več sploh ne veste, kaj si naj o neki osebi mislite, ne? Kaj vam bi priporočil? Kakšno vajo? Da probite se umiriti, kot da bi, na primer, delali nekaj vrste meditacije. In si prikličete to sliko te osebe v spomin in hkrati sliko druge osebe, ki, kot smo dejali, iz vašega otroštva, ne, ki bi lahko mu bila podobna. In potem prenesite te njegove lastnosti, se pravi tega vaše osebe iz preteklosti na to osebo. Kako se odziva? Kaj se z njo dogaja? Tako boste dobili ponovno pravilno sliko. V bistvu bojo na nek način same maske padle dol. Ko bo naslednjo javljanje, bo tudi že knjiga o profiliranju zunaj, tako da se bomo v bistvu čez en mesec bolj podrobno dotaknili, spravi vseh poteh obraza, tudi o rokah bomo govorili, o drži, poziciji rok, velikosti ušes, o laseh, o barvi oblačenja. Tako da je to bil pač danes nek uvod, na kaj bodite pozorni, na kaj se lahko pripravite. Predvsem pa mogoče še enkrat poslušajte tisti prvi webinar o Serious Personal Transformation, kako sami sebe pripravite na to, da teh 90 sekund ne traja 90, ampak 10 minut. Torej, od danes naprej bodite pozorni na situacijo ali na ljudi, ki se čujete. Spravi, to ne velja samo za razgovore ali poslovno življenje, tudi privatno življenje. Spravi, ko nekoga spuščate v svoje življenje, boste vi prvih 90 sekund vedeli, kakšen bo ta vaš odnos. Torej, odgovornost je na vas, ne na nekom drugem, da je bil taki. Vi ste to takoj prvih 90 sekund vedeli, kaj se bo zgodilo. Spravi, če se zgodi kaj negativnega. In teh 90 sekund je pravzaprav tistih ključnih v vašem življenju, na katere pa morate se v bistvu dobro pripraviti. In ta dobra priprava pomeni, da se vam nikam v življenju več ne sme muditi. Da med vsakim korakom, ki ga naredite, si vedno vzamete pauzo oziroma delate postopoma in korak za korakom. Tako da jaz bi zdaj s tem mojim delom zaključil. Zdaj pa, če je kako vprašanje, lahko napišete, lahko vprašate. Če ne, pa potem mogoče, ko še boste enkrat razmišljali na isti mail, ko ste poslali vprašanje oziroma da ste dobili link na isti mail, se pravi milan@sirius.si, postavite vprašanje, pa vam bom v bistvu na vse odgovoril. Lahko tudi, če ima kdo glede vprašanja, kako se profili delajo ali kaj podobnega, ste v bistvu dobrodošli. Torej, če ni zaenkrat dobenega vprašanja,
se bi jaz zahvalil in se počasi od vas